Živijo v drugem tedenskem finalu, da je ima Fresh. Danes smo dejansko vsi trije tukaj. Pač alahk. Adej, haj. Ne, ko imam isto roko veliko kot ti. Haj. Zdravo. Živijo. A čakata, da vama dam za pijačo, ali kaj? Ko me prejšnjič ni bilo. Kaj fora? Ja. Ja, sej, Ne bo vem, to no. dobro, pol. Dolgovi še veljajo. Ja, vred, da je, no, ne spravita se zdaj na mene, bo ta pridna, lepo bomo govorili. Mi bomo danes gledali drugo rundo komadov in zelo pomembno je, da je to, kar mi počnemo tukaj, zgolj naše subjektivno mnenje in nima nobenega vpliva na ocene. To je vaša naloga, da glasujete in da naprej pošiljate svoje kandidate. Torej, prejšnjič smo videli že 3 zmagovalce. A smo 3 ali koliko? 3. A vama razložim? Dej. Vama razložim. Torej, vsak teden imamo 4 izvajalce, dobimo 3 zmagovalce, 2 po izboru ljudi, ki glasujejo prek spletnega glasovanja in enega preko strokovne komisije, ki to mi nismo. Čeprav dobimo 3 zmagovalce za tistega 4., ki izpade, dejansko ni še nič izgubljeno, ker v 4. tednu vsi tisti, ki izgubijo, dobijo še eno priložnost, da pač se lahko še enkrat izkaže, ker pač kdaj imaš tudi slab dan, lahko močnejšega nasprotnika, skratka pač, ne. Res je in nam so tudi povedali, ko imamo malo veze tukaj na RTV, da je bila najmanjša razlika med zmagovalcem pa poražencem samo 66 klikov. Tako da vsak glas, vseh 66 glasov šteje, tako da glasujte za svoje najljubše izvajalce, za svoje najljubše prijavljene tekmovalce. V drugo finale so se uvrstili Ina, Jaka Kliš, Luma in Lara Dovjer. 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 Daj gremo poslušati. Povej, a čutiš svoj krik kot neskončen dotik v nevidni temi. Utapljaš sence v tim, ta svetloba duši. Ujete vse besede, omamljene laži. Povej, a čutiš svoj krik kot neskončen dotik. Jaz bi rekel, da ima Ina izjemno lep glas. Taka bondovski začetek je bil malo. Ne bi nič kaj preveč komentiral, zdi se mi čisto okej, super pesem. Meni je tudi ful všeč glas tvoj, ampak pesem mi pa ni všeč. Ampak to sem jaz. On ne bi drame, on bi feštu. Ja. Drama je cool. Bi te pa nekaj vprašal, ko smo lih pri drami. Drama je. Ina, zakaj misliš, da si ti posebna, zakaj se oziroma kako se ločuješ od konkurence, od ostalih? Ne želim se preveč obremenjevati s tem, če sem ali nisem in zakaj sem posebna. V tem danem trenutku se mi zdi najbolj pomembno, da nekako izrazim svoje čustva skozi svoje glasbeno ustvarjanje in ga približam čim širši javnosti. Če pa se mi ta priložnost slučajno ponudi tudi na Evroviziji, je pa to ena dodana vrednost k mojim dolgoletnim sanjam. Koliko lepo. A je res toliko več pevk v Sloveniji, ali kaj? Mojem, da je drugače. Zato nam pa toliko težje rata, veš, k vam moškim. Ko vas je toliko malo in pol vas kar streli, veš, na sceno. No, v resnici ne vemo, komu je lažje zmagati, fantom, puncam, predvidevam, da drugače nima nobene veze. Ampak tokrat je v bitki proti 5 dekletom iz skupine N-Harmony zmagal Jaka Kliš, ki ga bomo zdaj tudi slišali. Srečal boš mnoge drugače, tudi nekatere srce, radi bi našli bistvo življenja, vsak svoje mesto nekje, razloge iščejo drugih ne v sebi, zavijo na svoje moči, zadovoljni so s tabo takrat le, obadati in delajo
že krojat si ti, ko pride slab dan, od tebe težimo. Pri oči poglej srce in nova zgodba se začne. No, Jaka, imaš tak pozitiven komad. Čeprav ne, jaz, ko sem gledala, bi Kamot bil tudi, če ne bi njih imel zadnji, da bi bil on sam s kitaro, bi bilo dovolj. Jaz moram povedati, jaz očitno imam vsak teden z neko osebno izkušnjo. Jaz sem zaradi njega, kaj sta se zdaj tek pogledala? No, jaz sem zaradi njega preživela adrenalinski park, a veš. Kaj? Ja. A te je ujel? Ja, pazil me je, veš. Noro. Ne, res, bila sem na adrenalinskem parku, ful me je strah višine in polj on bil. On je delal. On je pa igral kitaro. Ne, no, on je dejansko bil pol s kitaro, pa smo nekaj zapela, tako da vem, da dober poje, no. No, ko smo že glih pri adrenalinskem parku, Ja. a imaš ti mogoče kakšno vprašanje za Jaka? Jaka na... za njega, pa v bistvu ponovila vprašanje od tebe, od prej, ko si vprašal Ino, zakaj je pač... Jaka, zakaj si ravno ti poseben? Zakaj bi ti bil ta pravi za Eurovizijo? Živjo. Glasba je univerzalni jezik, ki ga razume vsak. Ne glede na to, kdo si in odkot prihajaš. Pri pevcih in glasbenih ustvarjalcih je povsem enako. Glasbe ne izberemo, glasba izbere nas. Menim, da je pod zvezdami dovolj prostora za vse. Glasba ni bila ustvarjena iz tekmovalnosti. Glasba je ljubezen, ki lahko združi vse. Dovolimo ji, da ohrani in opravi svoje. Jaka, To je bilo tako lepo. Jaka, hvala za tvoj poetičen odgovor. Vidim, da sta čisto raztresena moja dva sovoditelja. Gremo kar naprej na Lumo. You lie instead, then I forget, and then we kiss. You let her hold on to me, 'cause you know I care. And when I decide to leave, reach out to me again. I can't deny, 'cause when I do, my heart gets cold. I try to stay and save the game, but luck can't turn. You better hold on to me. Ko bi gledal Zalo pa Gašperja, ko popijeta malo preveč kave. Meni je škoda, ker sta mi... Sploh, jaz ne A vidim ja, ne, tega. to smisla zaradi pulja, ki ga je imela oblečenega. Belega. Jaz ne vidim podobnosti. Super, jaz pa. V glavnem, ne, škoda mi je, res mi je škoda, ker sta mi fajn in mi je škoda zato, ker če že hočeš biti drugačen, da hočeš izstopati, daj bod malo bolj edinstven te pol, malo več unikatnega nekega tega pridiha mi fali. Meni se, Okej, dej. meni se zdi, da sta samo mogoče malo sramežljivčkana, a ne? Saj Zala pa Gašper. Ja, jaz bi rekel mogoče, da si nisem sploh zapomnil to komada, bolj me je ta beat popelal, načeloma je zvenel kar up to date. Jaz bi mogoče dodal, da spet smo pri tem, a ne, predmetu jezika, ampak da bi lahko, če bi pisala v slovenščini, se zdaj ne vem, zdaj pač predvidevam, da je to tvoj materni jezik, a ne, ampak če bi pisala v slovenščini, bi lahko veliko več sebe oddala, pa bi pa tako tudi na unikatnosti, na edinstvenosti pridobila. Mi smo si ogledali njuno predstavitev in Lucija in Martin sta zelo očitno povedala, da si želita zmagati na Euroviziji. No, glavno, moje vprašanje je, a vidva slučajno poznata recept za zmago? Ja, recept seveda mama, ampak po mojem ne bi bilo pametno, če bi ga zdaj delila z vsemi, ker bi potem vsi lahko imeli zmagovalen komad na Euroviziji, tako da bo še malo počakala s tem. No, recepta seveda nimava. In tudi mislila, da neka univerzalna formula za zmago sploh ne obstaja. Se pa trudiva delati glasbo, ki je nama všeč, stvari, ki prihajajo iz naju in seveda upava, da tudi poslušalci te stvari na enak način začutijo. In ja, upava, da bo mogoče to recept.
V glavnem, jaz mislim, da če že nimate recepta za zmago, imate pa recept za banger. Jaz zdaj vem, kaj to veš, kaj me gledate. A prej nisi? Ne, jaz sem Ajde, da te slišim. Jaz sem prejšnjič to od tebe prvič slišala. In kaj je banger? Fleten, všečen komad, tako za poslušati večkrat, a ne. Hudo, stari. Dajmo videti banger, ali? Videti tudi, pa slišati naslednji banger. To break your heart, got an ace up my sleeve. I'm going out, dala sem ti vse, avtomobila nič nazaj. Same pravljice, laži, same travme in skrbi. Zdaj je čas, da povrnem ti za vse in ozdravim moje bolno srce. Meni je najljubši komad do zdaj, to po moje. Edin svoje srce je, ne moje srce. Ej, Če smo pa s kakšnim razlogom, če furi na RTV, smo pa zato, a ne? Ja. točno to. To je profesorica za slovenščino zihar ponosna zdaj. Danes mi kava časti. Vse zato me zanimalo, a ne? Skratka, jaz želim povedati to, da se pravzaprav strinjam z vama. Ha. Ne, okej, dober glas, Ja, Moj glas. definitivno, če ne celo en izmed boljših, mislim, od dober Do zdaj. komad. Hudi beki na komadu. No, da imam pa eno vprašanje, moram nekaj ubarati, še Laro, ker ona je drugače pol Italijanka. Po priimku Italijanka, po imenu Slovenka. No, ampak res. In v bistvu Italija je letos zmagala, ne, na Eurosongu. Ona zdaj tudi pol študira v Rotterdamu, a Eurovizija je bila pač letos v Rotterdamu. Ker ona ključje. Tako da, Lara, ja, me zanima, kam ti ciljaš. Ne? A je to zdaj sam, da se pokažeš na EMI, ali je to, da zmagaš na EMI, da predstavljaš Slovenijo na Eurosongu. Kakšni so tvoji cilji, kam ciljaš? Ja, moja prvotna želja je definitivno bila ta, da se pač predstavim slovenskemu občinstvu in da me spoznate. Ampak če mi dejansko uspe priti na EMO in polet še na Eurovizijo, to pa obljubim, da bo bolano. Torej, slišali smo 16 od 24 skladb, ostane nam jih samo še 8. Eva, kako bo potekalo glasovanje? A ne veta? Ne. Jaz vem, A veš? ampak a ti veš? Dej bom jaz povedala, 24 ur traja glasovanje preko spleta, torej do jutri, do 8 zvečer. In sicer 3 zmagovalce bomo dobili. Kaj že gledaš na uro? Se bom hitro povedala. 2 boste izbrali vi s spletnim glasovanjem, enega določi strokovna komisija, ki to nismo mi, kako si lep. Skratka, to tisti, ki izpade, pa dobi v 4. tednu še eno priložnost, torej vsi lucky loserji. A vse sem povedala. Samo moraš še spletno stran zdaj povedati, a letos zdaj znaš na pamet. Ja, pa povej. Ja, Eva, vem jo na pamet. www.rtvslo, poševnica. Pika si. Vsi znamo na pamet, samo ti ne. .rtvslo, .si, poševnica, Ema Fres. Minus Fres. Ema minus Fres. Daj povej še enkrat. www.rtvslo.si, poševnica, Ema minus Fres. As.